Yo, hashtag progress Hashtag report. progress report. Yo, hashtag progress What up? report. Hashtag progress Hashtag report. progress report. Hashtag progress. This is a progress It's your report. boy, Mr. YouTube. What up? Link for Okay, this is my hashtag progress report. What's up, y'all? Marty Kadelka checking in. Check out the hashtag progress report. So another thing, stay on beat. God damn it, stay on beat. Evo nas, pozdravljeni v novi epizodi hashtag Progress Report podcasta. Danes z nami eni in edini Ciril Komotar. Še dobro, da sem eni edini. Če bi bila dva, bi bil že problem. Ti zdaj želajeva. Kak si? Stari, v redu sem, super sem pravzaprav. Okay. Vesel sem, da to lahko tako na glas rečem, a veš, doskrat rečeš, vprašaš koga, stari, kako si? Ja. Pol najprej skrbi, pa to, pa nekaj sem, a veš, super sem, vse je fajn. Cool. Kaj si danes lepega počel, produktivnega, kaj se ti je danes dogajalo? Zjutraj sem spal do 8, kar je bil totalen luksus, ker pogosto zelo zgodaj vstanem. Kdaj običajno staš? Po 7. Okay. Često in po 7 se ponovadi zbudim. Budilka ali samo od sebe? Otroci. Ne, pa tudi, veš kaj, sem kar navajen, tudi če imam ta luksus spati dlje, se veš, ko si enkrat navajen zgodaj ostajati, se pol to kar samo od sebe pa tudi zgodi. Tako že pri upokojencih. Drugače sem pa vstal, pa sem šel v cukrarno v Ljubljani, kjer sem bil prvič, odkar je bila prenovljena, in sem si pogledal eno zadevo, bom rekel, prvi slovenski BMW Art Car, pač nek nagradni natečaj je bil, na katerega so se prijavili oblikovalci slovenski in so izmed 17 zbrali enega zmagovalnega in sem šel to pogledat, podokumentirati, narediti en Instagram report. Nice. In to je to. Pa sem pa prišel že na Štajersko, pa sem pobral tam malo v šoli. Nice. Cool. To je to. Kak handlaš, ko smo že pri tem biti oče, pa karijera, pa vlogi, pa sem pa telo fanja, je stresno, si se že navadil? Ja, mislim, se mi zdi, da sem se navadil, ali pa da sem navajen ogromnih stvari žonglirati že 15 plus let. Pa že več pismo, 16, 17 že skoraj. Tako da sem navajen biti ves čas v pogonu. Zelo veliko v avtomobilu, zelo veliko pred zaslonom, zelo veliko fotografirati, snemati, početi vse živo. Tako da mi to kar ustreza. Je pa težko. Ja, valjda. Zato ker, a veš, včasih ti kakšna žogca pade. Zdaj pa prioritete so nekako jasno zastavljene, samo te stvari se skozi podirajo, to je life. Pa skozi se spreminja. Pa skozi delaš napake, ne glede na to, koliko si dober, boš imel žuto minuto, ali je to v poslu, ali je to, ali boš napako naredil kot starš, ali pa, a veš. Tako da pač probaš, narediš napako, se premakneš naprej, probam se ne obremenjevati z napakami, pa se zavedati, da karkoli se mi zgodi, da je na nek način dober. Ja. Tiste, ne vem, porežem highs pa lows, veš, to se mi zdi tudi ful pomemben. Ja. Da tudi takrat, ko si zelo visok, pa je vse super. Da ne jemneš za samoumevno. To pa sploh ne. Veš, se mi zdi, da sem preveč enega sranja pojedel, pa preveč enih stvari naredil v lifeu, da bi pol kar nekako odplaval. No. To se včasih kar sam zavedam tega, pa sam sebe opominjam, easy. Nice. Cool. Folk te pozna večinoma kot avtomobilističnega novinarja, vlogerja, atmosferca, fotografa. Če pa dama vse to našteto stran, kdaj je pravzaprav Ciril Komotar? Brez vsega tega, brez avtomobilizma, brez vloga. Kaj rad počneš v prostem času, kakšne knjige rad bereš, najljubša barva, hrana? Rumena. Okay. Ne veš, kako je. Meni se zdi, da pa zdaj, ki si rekel knjige, me je kar malo zapekel. Jaz sem včasih toliko veliko bral, zdaj pa toliko malo berem, pa je tako ves čas sam sebi dajem reminder, da je več ber, pa se pa vedno kar pri revijah ustavam, pa že nekaj časa res nisem knjige zagrabil v roke. To je čisto na hitro, tako kratkoročni cilj. Drugače pa kdo sem, jaz se vedno hecam, ampak sem čisto res smrtno resen, jaz sem tako en velik otrok. In mi je najboljš na celem svetu to, da lahko počnem stvari, ki so mi res the best, v katerih uživam. Jaz sem glih danes, ko smo bili na tiskovki na BMW-ju, sem se v enem trenutku, še preden se vse začel, smo klepetali, pa sem se obrnil do Kapetanoviča, pa sem rekel, stari, jaz toliko uživam zdajle. Ker priješ na eno lokacijo, zdaj moja naloga je narediti iz tega eno zgodbo, eno vsebino, ki jo bodo ljudje spremljali. In jaz sem se, a veš, jaz sam sebe dajem opomnike, stari, ful je dober, da uživi v tem momentu. To je moja služba.
Sprav, danes konkretno je bila moja služba, da sem šel na dogodek, da sem naredil, 5-6 dobrih slik in sem eno vsebino zraven napisal in to objavil. In ko vse to počnem, se mi zdi, da se igram. Ja. Ko snemam vlog, se mi zdi, da se igram. Včasih se ustavim pa rečem, pa jaz ne morem verjeti, da sem za to plačana, pa da je to moja služba. Da mi dajo ljudje ključe od avtomobila, pa mi rečejo, da je pet to pelat, nas zanima, kaj ti misliš. Mene še po 15-16 letih testiranja avtomobilov mi je to še zmeri, pa ne morem verjeti. Ja, fuck. Ste vi nori, ste vi prepričani? Meni. Ja, ste ziher. Ja. To je to, jaz sem en velik otrok. In kaj rad počnem, jaz se rad igram. In imam pač to srečo, da se v službi igram. Nice. Ko se je začela tvoja karijera v bistvu dvigovati, oziroma ko si postal vedno bolj uspešen, si naredil plan, načrt si napisal, dal smernice, probal držati tega ali pa onega, naredil kako mogoče, raziskavo, kaj je in, kaj ni, ali si pač škršal go with the flow? Čak, sam da rignem. Jaz sem v fulejnih načrtov, ogromnih nisem izpolnil. Jaz se spomnim še zdaj, ki je bilo, po moje bilo leto 2005, 2006. Ja. Vem, da sem se z enim prijateljem, pa je bilo mogoče 2007, sem se pelil proti Dubrovniku, ali je bil Split, tudi to ni važen, na eno takrat mednarodno regionalno predstavitev Ford Kuge. In jaz sem takrat tistemu kolegu novinarju Stamač se piše, za Autofocus piše in ustvarja, sem rekel, moj cilj v lifeu je, v poslovnem smislu, kot karierno, da bi rad fotografiral za Car Magazine. Se pravi, to je ena britanska revija, ki se ukvarja z mobilnostjo, z avtomobili, primarno precej zmogljivimi. In takrat je bil to moj cilj. In potem sem res, takrat sem živel zelo globoko v fotografiji, ampak ne vem, to je že en neizpolnen cilj, ampak mi ni žal, da ga nisem izpolnil, vse te stvari se spreminjajo. Ja. Pač imaš neke cilje, pa se ti pa life zgodi in če sem se kaj naučil skozi leta, je to, da super je, da imaš cilje, ampak moraš pa sprejeti tudi to, da se mogoče cesta kdaj obrne v levo že ful prej, pa greš pol po tisti naprej. Tako da imel sem ogromnih ciljev, ogromno sem jih izpolnil, pa zdaj mi je bilo to zanimivo, ker si me vprašal, a sem kdaj študiral, kakšni so trendi, kaj bi moral početi. Veš, da ne. Sem bil zelo vesel, ko so vlogerji postali popularni in sem jih tudi jaz spremljal veliko bolj, kot jih spremljam zdaj, ker preprosto nimam časa ali pa nekako, ne gledam več toliko te vsebine. Ja. Meni so drugi vlogerji dali nekako samozavest, da se to da in da si lahko uspešen z eno tako lahkotno vsebino. Ja. Kar se pa samega kontenta tiče, imam pa jaz še vedno samo eno merilo in sicer, daj deli to, kaj je tebi cool, to, kaj je meni fajn. Ja. In to je edina stvar, mislim, sam sebe poslušam. No. Ja. To se mi zdi ful pomembno. Ja, itak. Ker če si sam sebi všeč, boš drugim tudi avtomatsko. Hitro se kdo naveže. Ja. To veš, koliko si zadovoljen sam sabo, pa se tudi, spoštuješ sam sebe, te bodo drugi spoštovali. Sam sebe jemlješ resno, te bodo drugi. Ali pa če se jemlješ kot zajebanta, ker absolutno privlačiš zajebante. Ja, in to se mi zdi ful pomemben. Predvsem to pride doskrat do izraza, ko se srečam s kakšnim drugim vlogerjem ali pa ustvarjalcem vsebine na splošno, pa mi začnejo govoriti o algoritmih, ki delajo, a veš, ki jih moraš spremljati. Jaz pa tako, sploh mi ne tega govoriti, stari. Ja. Ker pol se mi bo sam zmešal, ker jaz nimam potrpljenja se zdaj učiti, pa kaj je in, pa kaj ni in. Ja. Jaz bom delal good content, ker na konc dneva se mi zdi pomemben, ali pa da je edino merilo dobra vsebina. Ja. Na kakršen koli način jo urediš, pa prepravaš. Ja. Mislim, konc koncev, stari, komu minuta je telefon. Dejansko, kamera, zvočnik. Jaz vem, da bi lahko imel, to sem že na 100 intervjujih rekel, ampak vedno pride do tega bistva. Jaz vem, da bi imel lahko boljšo sliko, boljši zvok, da bi imel lahko drugače spedinane vloge, ampak to je moj stil. Ja. Bit Sever na drugi strani ima pa popeglano vsebino, ki jo tudi izjemno spoštujem, tisto je pa njegov stil. Ja, jaz pa namenoma vzdržujem ene vrste ta feeling the guy next door. Ja. A veš, nekje s telefonom skupaj zmetel, kje je bil, noro, kaj se je zgodilo. Ja. A veš, mal namenoma to vzdržujem, ampak predvsem pa zato, ker je to najlažji pa najhitrejš. Ja. A veš, je pa res, da nimaš unih bergel, na katere bi se lahko naslanil. A veš, ti lahko iz povprečne vsebine narediš ful dober klip, če imaš kulske prehode, če se zabavaš z montažo, z nekimi medklipi, če daš muska je ful velika bergla, pri meni je tega zelo malo, pa zelo redko. Pa mora pa res biti dober content, da te drži. Ja. Pardon. Jaz pa to dosežem tudi z montažo, pa s temi jump cuti. To je v bistvu ta moj zaščiten znak in se mi zdi, da na ta način tudi gledalcu
da mu ne kradem časa preveč. Točno to. Ko straight to the point. Točno tako. A veš, dobro, eni vlogi so full dolgi, ampak reči... Ja. Ko smo že pri tem, sem se glih dan pogovarjal s kolegom, si kdaj razmišljal, da bi imel svoje tečaje, kako bi prodajalce avtomobilov učil dejansko prodati avto, ker, ne vem, priješ v salon, pa ti on prije tam z ono bukvo, pa ti pove, ne vem, 3 karakteristike, lastnosti, ampak vse na tak dolgočasen, boring način in pol te, ne vem, gleda gor pa dol od glave do pet, kak si oblečen, če sploh imaš denar za taki avto, medtem ko pa ti, naprimer, pa jaz, dokler nisem tvojega vloga spoznal, me nekako avtomobilizem ni nekaj zanimal, fasciniral. Ti pa znaš to na taki način predstaviti, da te dejansko, ne vem, me držiš, pa če bo video 20-minutni, bom jaz noter in bom tak, ne vem, bom rekel moj, samo 2 minutki še, v bistvu je še 15 minut, ne. Ker na tek. Znaš tak povleči človeka noter, pa na, kako bi rekel, domač prist način razložiti od tega, da lahko v kuferam zbašeš, ne vem, 4 gajbe veš, govoriš o litrih, ker tako noben si ne zna predstavljati. Si to se sam tega zavedal, da znaš tako, kako bi rekel, pristno razložiti, ali si delal na tem, si razmišljal kdaj, da bi mogoče, ne vem, ponudil storitve v tej smeri nekomu, ko se mogoče... Ok, to je zdaj ful večplastno vprašanje, ampak mi je ful všeč, ker o tem razmeroma malo govorim. Prvič, če bi jaz kaj komu ponudil, je predvsem to, kako ustvariti dobro vsebino. A veš, prideva do avtomobilistov, pa do salonov poznej, ne? Ampak dejansko se ukvarjam z eno idejo, kako bi naredil nek tečaj, ki bi ga razdelil na kako narediti dobro fotko za Instagram, kako sestaviti dober set storijev, na kaj moraš vsebinsko paziti, koliko informirati, pa kdaj rataš zatežen, koliko humorja, pa ne preveč, koliko osebnosti, pa koliko distance. Ja. A veš? In tle prideva pa pol do tega, da jaz to počnem že 15 plus let in da vsak zajebanski video, ki ga ti vidiš, pa ne moreš mogoče stran, ker je totalen kompliment zame in zato tudi to delam, tukaj pride pa zdaj zadnji znanje, pa izkušnje. Ker sestaviti 5 lahkotnih minut, ki te obenem tudi informirajo, pa dejansko, ko ti zapreš okno, rečeš, ok, pred 5 minutami o tem avtu nisem vedel nič, zdaj pa vem najpomembnejše, vmes sem se pa že zabavil. No, na to sem pa ponosen. Ja. Zato, ker da jaz to skupaj sestavim, se pa spomnim nazaj na 1000 člankov, na 1500 pofotkanih avtomobilov, na 3000 različnih volanov, ki sem jih držal, kolikrat sem stal pred kamero, kolikrat sem zajebil, kolikrat sem stal za kamero, koliko 100 ur sem bil v montaži. In to pa pol, ne vem, recimo, zdaj so kviki ful popularni. Ja. To je kviki. Kviki je totalna 2-minutna zajebancija, ampak jaz v to dam vse, kar znam. Ja. V 2 minuti zajebancije. Tako da to mi je ful pomemben, da znam to narediti in iz tukaj pol izhajam. Ja. Kar si pa rekel, glede prodajalcev, Ja. Oni so zelo, bom rekel, nezavidljivem položaju, zato ker oni morajo biti hudi psihologi, tako kot policisti. Oni se vsak dan na terenu srečujejo z ljudmi, pa jim morajo ponovati, pa pogosto podajati neke negativne informacije v smislu prehiter se še to untret. Prodajalec mora pa oceniti človeka. Kaj ta človek hoče? A je rdeč tip človeka, v tem smislu, da on hoče straight to the facts, povej mi ceno tehnične, koliko me bo mesečno obrok prišel tiho, pa nič drugega. Pa dobiš enega rumeno-zelenega človeka, to smo, vlečem iz ene delavnice, ki smo jih imeli, ki smo ljudi razvrščali na tipe osebnosti. Pa dobiš enega kreativca, pa hoče, da mu razložiš zgodbico. Ja, ga čisto drugo stvar kupo. Kako se boš pa s tem avtomobilom odpeljal do Bleda? Pa kako bo vmes fajn, ko boš šel 130 po avtocesti, pa bo čist tiha kabina. On ga to sploh ne zanima. Tako da tudi, veš, po tretji strani pa veš tudi, če daš mene v salon, ni nujen, da bom toliko dobro znal prodati avto. Mal verjeten že, ker hitro pogruntam človeka, pa se lahko vklopim, pa ga dobro preberem, ampak to je v bistvu kar težko. Je pa res, da sem tudi jaz že na lastni koži izkusil, da prodajalci ocenjujejo ljudi in včasih jim čist premalo informacij dajo. Ker ljudje meni pišejo, da niso dobili dovolj informacij o njih osnovnih sistemih. A veš, mogoče se kakšnemu kdaj ne da, jaz ne bi vse v isti koš metal. Logično, da ne, itak. Tako da to je taka dosti kompleksna zadeva. Zdaj, kako se pa jaz odločam, Coca-Cola. Kaj dam v vloge, pa pač se pa odločam, jaz že vmes, ko snemam, montiram. Ja, no to sem ne mislil, ko se ti odločiš, ne vem, danes boš imel ta avto,
boš ga v tej luči predstavo, si narediš, ne vem, neke vrste časovnico ali pa načrt, ali bolj ali manj vse iz rokava ven spajtlaš, pa pol, ne vem, skataš, pa daš to noter, ali si narediš neke vrste scenarij. Scenarije ne delam, ampak zelo, zelo redko grem pa improligo. Okay. Tudi če sem avto pelil že 10-krat, pa načeloma v avtu vem več kot dovolj, da bi lahko posnel vlog, se vedno nam pripravim. Ja, ok. A veš, vedno lahko nekaj več zveš. To jaz tudi drugim ustvarjalcem vsebine, ki se učijo, pa me kdaj vprašajo za nasvet. Rečem, lej, jaz vem, da ti veš ful stvari o temi, ne vem, o tem, ali o kapcah. Ja, ja. Dej se vse do za 5 minut, odpri internet, pa najti 3 stvari, ki so še malo bolj zanimive od tega, kar imaš. To ti pol naredi gold vsebino. Ja. In jaz isto naredim. Ne vem, sem pelil Audi A4 že 15-krat, pa ga imam spet na testu, jaz se usedem dol, pa si napišem alineje. Da točno vem, o čem bom govoril, ko bom govoril o dizajnu, o motorju in o voznih lastnostih. Pol pa na te alineje, ko so tako short one-linerji, obesim te izkušnje, pa mogoče malo improliga, ampak nekaj je dosti. Veš, kaj treba vedeti, nočem imeti veliko odpadnega materiala. Jaz, ko pridem domov, nočem zdaj 6 ur se poslušati. Ne. Pa da boš vrezal, pa to... Ja. Že tako ful režem. Ja. Jaz imam dosti tega, jaz bi rezal čim manj. Ja. Pa te pauze, pa te dihanje, pa vse to režem ven. Ne. Ampak načeloma je to res hard work, vsebinski. Vem pa, da folk dobi občutek, model je dobil avto, še 2 kroga, je prižgal telefon, pa je povedal. Zrihtano. Stari ni šans, ne. Vedno se prepravim. No. Ja. Tako da ljudje včasih mogoče malo pozabijo, ali pa me kdo vpraša, ali pa pravi, jaz bi tudi avto testiral, jaz bi se tudi snemal, pa jaz vprašam, zakaj, pa dostikrat tudi rečejo, jaz bi bil rad famous, pa jaz bi bil rad rich, pa take for jaz tako, it's not the point. Ja, ni to. Dajte najdete nekaj, kar me je tako the best. Ja. Jaz, a veš, in pol od tam naprej se stvari začnejo dogajati. No. Nice, cool. Imaš koliko ti recimo en review vzame časa od tega, da malo pogooglaš, koliko časa ti snemanje 5-minutnega quickia vzame časa, pa edit, se pravi, približno. Odvisno od avtomobila, odvisno od lokacije. Če grem jaz v tujino na prvo vožnjo, kjer se z avtom srečam prvič, bo vlog daljši, ga bom včasih snemal tudi cel dan, ker se cel dan vozim naokrog. Recimo Barcelona, okolica, pa tako naprej. Ja. Če imam pa jaz en avto na testu in približno vem, kaj bom povedal, pa če bo že kdaj v komotar minuti, potem si pa zberem eno lokacijo in na eni lokaciji vse povem. Okay. Ker pomeni, da v osnovi jaz lahko vlog snemam 1 uro ali pa 12 ur. Ja. Montiram ga pa od 2 ure pa pol 3, pa vse do 12 ur spet. Okay. Veš, vse je odvisno. Te kviki, ki jih pa delam, ti kratki, ti pa ponovadi tudi nastajajo skozi dan, mal pa pomal. Ja. Veš, kviki pa ni tako, ok, zdaj me enega posnel, dajmo v pol ure neki. Kviki je glih zato zanimiv, ker združuje fulejnih elementov ali pa nekih trenutkov dneva. V bistvu se s kvikijem vračam v koreninam komotar minute. Tako je komotar minuta bila na začetku. Ja. Prvih 50-100 komotar minut. Trenutki pa povezano z... Ja, tako da čisto odvisno. Od 2 do 12-15 ur včasih. No. Ok, nice, cool. 17. junija 2016 si objavil prvi vlog. Do danes je tvoje videe, tvojih 1061 videov ogledalo dobrih 18 milijonov ljudi. Si imel takrat predstavo, da se bo tako odvilo? Si imel takrat take cilje? Ne vem, kaj je bila takrat gonilna sila? A to si na YouTubeu pobral? Tako. Ja, ker po mojem, če damo skupaj še Facebook, to... Itak. YouTube je merilo, ne. Vse to sem, mingrede, sem kar malo jezen, na YouTubeu sem malo zaspal. Facebook nekako gre v... Vem, sam ne. Jaz na Facebooku še vedno ful dobivam cifre pa oglede in se mi zdi to ful nezanemrljivo, pa tam dobim še vedno ful feedbacka, kar se mi zdi super. Ampak hočem reči, da vmes sem se dosti usmeril v Instagram in pol, kdor me samo na YouTubeu spremlja, misli, da vmes spim tako po mesec dni. Tako da sem tam, moram reči, da moram začeti spet delati pa nekaj narediti, zato ker so mi ogledi ful padli. To je tako totalna samokritika, ker vsak dan mislim na to, tako, kaj bom naredil, da bom YouTube spet pobral. Okay. Tam sem padel, pa moram pobrati stvari. No. Okay. Ogledi so bili vprašanje, kako je bilo na začetku? Ja, mislim, ko si začel, si zamislil, da se bo to tako unfoldalo. Jaz sem začel delati te komotar minute ne iz čiste zajebancije, ampak zato, ker mi je ful manjkalo ustvarjanja. V enem trenutku so takrat, ko sem bil še na Siolu, tam sem bil 11 let, so kar zmanjšali budžet za ustvarjanje video vsebin, pa ni bilo več snemalca na voljo ves čas in tako naprej. Pa ni bilo več video vsak teden, pa tako naprej. Pa je bilo vmes tak vakuum,
tak luft, da ni bilo nič, pa sem rekel, jaz bi spet nekaj posnel. In to je šlo usporedno z vzponom vlogerjev v tujini. In pa sem se v enem trenutku, pa to je bil prav moment, ki se ga še zdaj spomnim, to je bilo par dni pred tem 17. junijem, se pelem proti Ljubljani in pogledam svoj telefon na armaturki in sem si mislil, stari, to je vse, kaj jaz rabim. Vse jaz ne rabim snemalca. Kaj če pa jaz nekaj posnel? Zavedel pa sem se, da znam snemati, da znam montirati, da znam nekaj povedati, pa znam vsebino dobro razporediti. In jaz sem začel iz čistega užitka ali pa pomankanja ustvarjanja video vsebin. Pa se je začela ta kepa rolati. In sem pol leta ustvaril vlog, naredil sem po moje 200-250 vlogov, preden sem karkoli sploh dobil od tega ven. Začetka sem delal pol leta nič. Mislim, nisi šel z to željo, pa če jaz bom zdaj to YouTube monetizal, income. YouTube še zdaj nima monetizan. Še zdaj niješ? I'm not doing it. Res ne? Ne. Zgov ne? Kaj vem, da je folku na kurac reklame. To je res. Jaz druge noter dobim, da. Okay, v smislu pač s kvalitetnimi partnerji, s product placement in tako. Ne, ker vem, da dosti mladih ustvarjalcev, ne vem, imajo to takoj zraven, vsebino imamo, načrt je, takrat bomo monetizali. Vse to je prav. Vse to je prav. Jaz sem tukaj pač mogoče malo drugačen. Jaz bi se mogoče pa tudi moral malo po njih zgledovati, ampak moj načrt je drugačen. Predvsem sem začel samo zato, ker sem v tem užival in to še zdaj počnem. Nisem pa imel plana, nisem bil toliko zorganiziran, ker preprosto nisem toliko zorganiziran. Sem pa ona moja druga plata. Ampak seveda poskrbim za to, da lahko normalno živim od tega, pa da se zavedam, da kljub temu, da bi jaz v bistvu vse to zastonj delal, da je fajn, da je treba plačati stanovanje, avto, kaj na mizo, da pa tako. Ja, to. Ampak če ljudje pristopijo tehnično v tem smislu, da si postavijo strukturo, se to je hvale vredno. Ja, itak, valjda. Ne, ampak veš, mogoče včasih nekdo preveč naprej gleda, pa že vidi oglede, pa že vidi income, pa sponzorstva in pol avtomatsko content oziroma vsebina trpi oziroma ni ta kvalitetna ali pa pristna. Ne? To je drugače ful močna tema, v tem bi pa res lahko ure govorila, ker v enem trenutku lahko sebe zgubiš. Zato, ker iščeš sponzorja, pa iščeš nekaj, kar nisi zares ti. To je v bistvu tisti problem. Zato pa se hočeš prilagajati. Zato pa jaz včasih, ker veš, ko pridejo trendi, pa pride to, pa pride, ne vem, jaz vem, že pred ločitvijo, jaz sem se vedno dobro zavedal, da kadar je bila noter moja bivša žena, pa otrok, da je imel vlog oglede krat 3. Se to je bilo evidentno. Logično, ljudje so hoteli nekaj osebnega šati. Seveda, in jaz bi takrat troh rekel, da bomo mi malo detour naredili, pa bo to avtomobilsko-družinski vlog. To bo super za oglede, konc koncev bo to super za bančni račun tudi na konc leta. Ampak meni se to zdi nesmiselno, ker tudi jaz vem, da ne bi bilo familije ok, meni ne bi bilo ok, pa to nisem jaz. Pač jaz se bolj ukvarjam z avtomobili. Mogoče gre toliko bolj na etra zdaj folku, kdaj kakšna reklama, pa kdaj opalim kakšen TV ali pa kaj, ampak se že tako potrudim, da če že delam product placement, da se res o izdelku ali pa o zadevi, ki jo promoviram, res dobro pozanimam. Pa predvsem težim k temu, da imam dolgotrajne partnerje. To se mi zdi ful pomembno. Pa da gradim zgodbo z njimi. Pa da uporabljaš dejanski produkt. Pa se to je bottom line. Ja, danes ni več. Mislim, veš, kolikrat se zgodi, ko folk pravi, ti res hovaj telefon. Ne, pa jaz tako, jaz res uporabljam ta telefon tudi takrat, ko ne prijem na event ali pa veš, ker so pač tudi kdaj momenti, ko kdo sam promovira, pa ok, zdaj sem dogodnar, zdaj pa grem po svoje. Ali pa je zdaj ta znamka, pa luna znamka, to pa se mi ne zdi ok. Pa zdaj lažeš ljudem, ki te spremljajo. What's going on? A niso ti najbolj pomembni, v smislu, ti so ljudje, ki so te gor prenesli, to so ljudje, ki ti dajo kruh. Zdaj bom pa jaz danes uno kremal, pa bom uno kremal, pa to, pa ko nekoga gledaš že 2 let, že veš, da fizično nima niti v 3 kletih dosti prostora, da bi vse to spravil, veš? What's going on here? Tega se probam izogibati. Ampak tudi tukaj se delajo napake, tudi jaz jih kdaj delam. Če smo že pri napakah, tvoja največja karierna napaka, ki si jo do zdaj storil, naredil, namerno ali pa nenamerno, ali pa slabo odločitev, da si bil tak, zdaj sem pa res zajebo. Da malo razmislim. Pa kak si pol to mogoče rešil, oziroma se spopadal s tem? Jaz se ravno zdaj ukvarjam z to, veliko razmišljam o tem, da bi moral boljš izkoristiti svoj brand, pa ga mogoče prej razvejati še na kakšne aktivnosti, ki bi bile vezane na vlog, ne pa neposredno vezane na vsebino,
da bi bile vezane na moje ime, pa na brand Komutar Minuta, ki je pač to postal. Ja. In tukaj se mi zdi, da sem naredil eno veliko napako in sem zdaj v tem procesu, kako to napako popraviti. V smislu spet pripeljati nazaj tudi store na netu, pa take druge stvari. Pa malo razmišljam, kaj bi lahko s tem naredil. Mogoče bi mu pa lahko, zdaj karikiram, ker si na pamet zmišljam svojo linijo avtokozmetike. Ali bi mu pa lahko svojo avtopravljenco. I don't know. Recimo. To se mi zdi ena večjih napak, ki sem jih naredil, zagotovo. In ves čas razmišljam, kako jo sanirati, predvsem bi pa rad to naredil premišljeno, pa počas, ker se mi zdi, da če prehiter nekaj narediš pa brez glavo, že itak je poln tega premena. Je bolj, da greš laž počasih en korak nazaj, pa da pol so temelji trdnejši. To je to. Nice, cool. Glede vsebin pa tega, ne vem, imaš kaki trenutek v letu ali pa čas, ko se, ne vem, sedeš, pa si rečeš, ok, zdaj pa bom naredil review preteklega leta, kaj so želje za prihajajoče leto, kam se želimo smeriti, imaš kaki blueprint, si narediš layout, nič? Ne. Okay. Mogoče je tudi napaka, ampak se mi zdi, da se kar zavestno nočem preveč obremenjevati s tem, ker se mi zdi, da prva stvar, ki jo jaz želim, je imeti biti neobremenjen ravno s tem. Pač jaz vem, kdo sem, jaz vem, kaj počnem, jaz vem, česa si želim, to se pravi, hočem biti dober oče, hočem biti dober partner, hočem imeti toliko pa toliko fraj časa vsak let, pa hočem dobro delati, pa avte pelati, pa cool videe skupaj sestavljati. In to je, a veš, in pa si mislim, dokler bom to, kar počnem, ali pa dokler bom to delo dober, pa se bo vse stalo tudi poklapalo. Ja. Ne rabiš niti razmišljati. Ne, samo veš, mogoče, to, niti ne pravim, da je to dobro, pa da je to prav. Mogoče je pa to narobe, ampak meni to sede. In ko meni to sede, se pol jaz toliko bolj počutim samozavestnega, pa si mislim, da so vse, tudi ko smo delali, jaz bi rad, tako sem kar mal furjast, ampak mi to sede. Ta neusmerjenost v ene, pa sej, da se razumeva, jaz imam cilje. Logično. Nekaj, a veš, lej, na konc dneva imamo atmosferce, pa imam Komutar Minuta, jaz moram na konc meseca od tega dobiti eno plačo, pa moram biti zorganiziran za neke osnovne reči, jaz sem gledam, da te stvari štimajo. Ostalo pa pač, kar se zgodi, se pa zgodi. A veš, in znotraj tega pride tudi razmišljanje o tem, koliko časa bom pa še aktualen. A veš, ko se tudi, jaz verjetno ne bom vlogu do 50-ga, zdaj sem 40 star, ali pa mogoče bom, I don't know, ampak nočem kaj dosti razmišljati o tem, ker se mi zdi, da me to navdaja z eno tako anksioznostjo, kaj mogu zdaj planirati, nič ne bom planiral, jaz bom živel tako, kot živim in bom to dokumentiral, kot počnem že od začetka, pa karkoli se zgodi, se pa zgodi. Ker se ves čas zavedam tudi tega, da imam nek kredit v sebi v obliki znanja, da tudi če jutri nekdo reče, you're done, ni več YouTubea, Instagrama ali pa da ni več mojega kanala. Kaj pa jaz vem, da mi ga kdo ugrab pa zbriše. Vem, da imam nekaj znanja akumuliranega, da se znam preusmeriti. Meni je v bistvu na konc dneva sam pomemben, da bom še vedno lahko ustvarjal. In to je to. Nice. No, ker to je bilo eno tudi mojih vprašanj. Ne vem, če se navežem danes na neke influencerje, pa niti ne v pravem pomenu besede, smo že videli primere, ko so jim, ne vem, ugrabili profile, pa zbrisali, pa čez noč nekdo, ko je prejmel toliko sledilcev, pa denarja mesečnega od sponzorjev, je kar naenkrat brez vsega in tako, kdo si ti, ne. Tako da se mi zdi super, da si tudi to povedal, da tudi če izklopijo ali pa, ne vem, net zgine ali pa nekaj imaš znanje, pa imaš od zadaj voljo, pa boš se že nekako znajdel, pa boš, ne, ali pa boš, ne vem, se posvetil revijam, pa boš za revije začel spet pisati, ne. Da se razumeva, jaz se tudi tega bojim. A veš, pa imam, ne vem, na Instagramu ali na Facebooku two-step verification, da me ne more kar vsak spiziti profile, pa tako naprej. A veš, vem, kaj se mi lahko zgodi in ziher mi ni lahko ob tej misli, v smislu, a veš, vse rad delam to, kar delam, jaz bi to še naprej delal, ne. Jaz se tudi tega bojim, no. Ampak, če pa se slučajno kaj takega zgodi, tako, it's okay. A veš, hujše stvari se ti lahko v življenju zgodijo. Ko pa spet priješ do te ocene, kaj pa pravzaprav sploh pomemben zares. Stari let, dokler sem zdrav, pa je moj otrok ok, pa da sem zadovoljen z ljudmi okrog sebe, pa da so oni z mano, da smo vsi good, pa bomo že pregurali. No. Nice. Ko smo pri brisanju pa tega si zaznal, ali pa mogoče imaš, ne vem, nevošljive ljudi v svojem življenju, ali pa hejtere, ali pa... Jaz imam, se mi zdi, da jih je zelo, ali pa razmeroma malo. Čeprav
kar redno berem tudi komentarje, ki včasih je med njimi tudi kakšen tak, ki nos posebno težo, v smislu nekdo res rab na svet ali pa ne vem, a veš. A pa nekdo kdaj tudi da kakšno kritiko, na katero se je vredno odzvati. Mogoče je zdaj teh negativnih komentarjev še vedno celostno gledano razmeroma malo, ampak jih je več, kot jih je bilo. Okay. Jaz že 5 let, 6 let težim po netu, s to komutar minuto, pa z vsem. Da jaz verjamem, da grem kakšnemu že mnogo na jetra. Pa včasih odreagiram, včasih ne. Včasih tudi, ko rečem, ne stari prost, da prid, pa ti bom vrnil naročnino. Okay. A veš, pa, kaj pa vem, no. Včasih si pa mislim, da ti si zdaj na mojem dvorišču. In to, kar sem prebral, to je totalno skregano prvič z logiko, ful si nesraven, mogoče celo, ne vem, željiv do kakšne skupine ljudi, in jaz to kar zbrišem. Okay. Tako, to je moje dvorišče. Jaz tega stranja tukaj ne bom trpel. Dobre. In če boš ti to tukaj delal, pač to nima tukaj kaj iskati. Tako je pa čisto odvisno tudi, veš, mi smo ljudje, ne. Včasih se ti zbudiš zjutraj, pa imaš slab dan, ko se ti je, ne vem, 100 stvari že zgodili tisti teden, pa si že tik pod rdečimi vrtlaji. In včasih se odzoveš povsem mirno ali pa zignoriraš, včasih pa ne zmoreš. Ja. In tudi to je okej. Pa človeško, mislim. Ne moreš biti robot. Včasih odreagiram, pa popizdim, pa ne bi smel, pa mi pa rok reče, prijatelj reče, pa dej, to so troli, ne. Ampak jaz, veš, ne moreš se vedno zadržati, no. To je to del tega, da si človek. To so pa žute minute, to so napake. Pa včasih se kaj naučiš, včasih pa ne. Se ti zdi, da si se v svojem življenju dosti naučil iz svojih napak? Ja, mislim, skoraj sam iz napak. Okay. Meni se zdi, da vseh, pa ne sam zdaj, ko delam komutar minuto, že prej, jaz se zavedam, da sem precej dober delal, fotografiral, pa pisal, pa tako. Nekako sem se navadil, da pohvale so super, ampak jih ful hitro pozabim. Navadil sem se tudi na to, da najbolj cenim pohvale ljudi, ki tudi ustvarjajo, ker se mi zdi, da vejo še malo bolj what it takes. Napake si pa včasih ful ženem k srcu. Okay. Pa veš, se mi zdi, da kdaj jo tudi še lahko ponoviš, oziroma se to kar zgodi, ampak nič hudega. No. Predvsem, ko jo naredim, se kar zabremzam, pa se zavestno odločim, ne se sekirati zaradi tega. It's okay, vsi delajo napake. Nekateri še bistveno večje, pa so še zmer tukaj. A veš, tako da probam, da me to ne znervira kaj dostno. Okay, nice. Upam, da so moje informacije pravilne, če ne me prosim popravi. Vse od leta 885 od enocilindrskega 4-taktnega motorja, manj kot enih konjskih moči, smo danes prišli do pošastnih 1600 konjskih moči. Kam se ti zdi, da vse to vodi? Je to plafon, kaj smo ga zdaj dosegli z temi supercharged ali sploh na notranje zgorevanje, ali misliš, da pač bo še šlo gor pa gor, ali bo elektrika prevzela? Škoda je glede plafona, kaj pa je svem starja, veš, vse kaj pa je plafon, so to dragsteri s 13,000 konjskimi močmi, pa dokam lahko pride cesten avto. Bolj pomemben se je zavedati, da niso samo konji, če že govorimo o avtomobilu pa motorjih na notranje zgorevanje, da niso konji pa avto tisto, kar ti vse, ali pa najpomembnejše, kar ti nudi užitek. Avto ti lahko nudi užitek na 100 različnih načinov, pa to sploh ni povezan z motorjem. Ti imaš lahko dizajn, pa ceniš trud enega oblikovalca, ki je, ne vem, sestavil armaturno tako, da sam šlataš tiste šive, pa tako naprej. Sprav, avto je 100 stvari. Tudi vedno me folk vpraša, ti, kjer avto pa ti je bo najbolj všeč zapeljati. Recimo, pa spravim, da jaz avto ponovadi si ga zapomnim takrat, ko sem z njim v vinkih. In pa me vprašajo, ok, kaj pa bi zdaj pol dal v top 3 ali pa, pa rečem, ne vem, kakšnega superkarja povem, pa kakšnega Porsche, pa Ferrarija, pa rečem pa, ne vem, Mazda MX-5. Pa tako, čakaj, ni to unka, ima tako 160 konjev, jaz tako, A veš, ni samo vse o konjih, je pa res, da tudi mene kdaj skrbi, kam vse to gre, zato ker visoko zmogljivi avtomobili, ki delajo predvsem na tem, da je oprijema vse več, so lahko tudi zelo nevarni. Pač pri višji hitrosti ti izgubiš oprijem, moraš imeti veliko več znanja, da ti avto obdržiš na cesti in tako naprej. Ne glede na to, kaj ti nudijo asistenčni sistemi in tako naprej. Tako da po eni strani razumem ta razvoj in slo pomoči, po drugi strani si pa želim, da bi ljudje dojeli, da ni fora samo v tem. Tako da kam pa je kam gre? Elektrika zagotovo v tem trenutku, čeprav ljub temu, da smo Slovenija dežela, ki je zelo primerna zaradi majhnih razdalj za
za potencijalne lastnike električnih vozil v Sloveniji je koliko 200-300 tisoč hiš, pa za izkoriščanje sončne energije pa tako naprej. In v bistvu električni avtomobil je ali pa bi lahko v Sloveniji našel idealno zatočišče, obenem se pa zavedam, da infrastruktura tudi približno ne podpira. Seveda, da ne. Ampak vse to je stvar evolucije. Ja, itak. Se tudi, a veš, še vedno se proda veliko več običajnih avtomobilov kot izključno električnih. Tako da kaj pa je sem kam pelje? Mogoče je pa vodik rešitev. Ja. A mogoče v tem trenutku priključen hibrid. Vse je odvisno od človeka, ki vozi ta avto. Ja. Jaz ne vem, pač nekdo na dan naredi 50 km, pika. Pa ima doma hišo, pa bi lahko imel polnilnico, pa mu denarnico dovolj, da si umisli priključnega hibrida, ker so razmeroma dragi, za nekoga je to pa poln avtomobil, zame tudi približno ne. Ja. Ker sem doma v Mariboru in se vozim skoraj vsak dan v Ljubljano in tam pri Celju bi meni baterija pošla in pa bi v bistvu preostanek dneva vozil sabo, ne vem, 300 kg mrtve teže. Vela. Kaj pa jaz vem? Vsak se mora malo sam odločiti, v vsakem primeru pa grejo stvari v to, da pa če bo elektrike vse več, to pa drži. Samo je pa zadnje čase problem, ne, mislim, glede hitrih polnilnic, takih ni dovolj. Seveda. Pa bral sem enih par člankov, baterije, kot služijo, ne, znajo biti dosti večji onesnaževalec okolja, kot pa motorji na notranje izgorevanje. Lej, ko gledaš ti ta absolutni seštevek tega, kaj prenese avto z motorjem na notranje izgorevanje pa električni avto. Zdaj mi je zelo žal, da ne sedi zraven Jure Gregorčič, on bi bil tudi super sogovornik, tudi zato, ker predvsem pri tej temi še veliko bolj zverziran oziroma izobražen kot jaz, ampak treba se zavedati, da ko avtomobilska baterija odsluži, ne gre kar na odpad. Se jo da porabiti še za kaj drugega, za belo tehniko, pa še mrske. Tako da, če pa gledaš ta ground total, pa zagotovo ni toliko prid električnim avtomobilom, kot si mrzdo misel. A veš, kaj hočem reči? Ja. Tako. Najdražji avto trenutno stane $70 milijonov. Veš slučajno, kjer je to? A lahko probamo ugotoviti? Ajde. Ker to je tako vsak let malo drugače. Jaz sem pred kratkim gledal zdaj... Aj na prodaj, ali kaj? Ocenjen je. Ni na prodaj, ampak je ocenjen. Piste, ne vem, kakšen bogati Atlantik ali pa kaj tacka, ali kakšen Ferrari GTO. Ja, si že bliže, ja. Dej povej mi. 1963 Ferrari 250 GTO. Ja, to je GTO, ja. Teh avto je bilo vsaj 36 narejenih. Ja. In niso na prodaj praktično. Ocenjeni so samo. Ja, to je dirkalnik. V bistvu je cestni avto, ki je zasnovan na dirkalniku z aluminijasto karoserijo, pa velike zgodovine, dirkaške in vsi ti avti so itak. Mislim, to je tudi naložba na nek način. No. Ja. Najbolj, kako bi rekel, vreden avto, ki si ga preizkušal vozo. Po mojem je bil Rolls-Royce Phantom, okay. Ne vem, nekaj čez, po mojem, okrog €500 000. Največ se ne spomnim točno. Kak je ekstra občutek ali je isto? Ja, ne, zelo poseben občutek je. Okay. Sem že večkrat rekel, veš, ko se ti usedeš v en avto, kako šta, mislim, karkoli 300 € navzgor, sploh če je Rolls-Royce. Dej vzeti Rolls-Royce, se še kdo drug zna narediti. Ja. Zelo dober avto, drag in prestižen in osupljiv na velik načinov, ampak v tak avto ti je nerodno stopiti s čevlji. A veš, to so tepihi, ki so debeli 2-3 cm. To je una kaledonska ovca, ja. A veš, in pol, ko se zaveš ti, da lahko pri 200 na uro še petaš, pa te zraven jasno slišiš, rečeš, ok, to je malo drugače. Ali pa, ko zapeleš, spregledaš ležečega policaja, pa zapeleš nanj s 50 km na uro na mest s 32, pa vidiš, da se v kabini komaj kaj pozna, da narisam, pa naš drugega. A veš, takrat veš, da ok, to je nekaj posebnega. Poleg tega, da plačaš značko in vse ostale stvari. Ampak detajli. A veš, v Rolls-Royceu recimo, kad ti nastaviš klimo, nimaš nobenih številk. Kakih 21,5? Ali pa 19, ali pa 23,5. Tam imaš ti en rdeč drsnik, pa en moder drsnik. Če te vroče, te je bolj na plavo. Če tebe zebe, a veš, te je bolj na rdeče. Take hecne stvari so pa logotipi, ki so skozi prmeli Rolls-Royce na feltni. R se ne obrača. Pa zaloga moči, imaš tako lepo analogno stikalo, koliko jo porabljaš. Pa to so majhne stvari, pa vsa ta tradicija, pa z roko narisana črta ob strani. Ja. To sem pa prav videl. Nice. Glede na
ne vem, bliskovit napredek tehnologije, po tvojih izkušnjah, leteči avti, Jetsons, varianta? Ma ne, to je zdaj odpre nov set problemov, mi imamo še nekaj časa na tleh. Ja. Sej pride vsake toliko časa, ne dokaj prav, mi bomo naredili leteče avto, ampak lej, imamo še nekaj lufta na asfaltu, seveda je to privlačna ideja, tako je model z jetpackom, ki leti Ja. na hrbtu in zdaj to že ameriška vojska kupila par paketov, pa to, pa veš, to je tehnologija, ki bi lahko bila dostopna, ampak ne moreš kar po luftu leteti. Itak, ja. To prenese nov set pravil, pa že v 60-ih so mislili, da bo 2015, da bomo vsi v luftu. Let's take it easy. Ja. Dobro, ker čeprav Združeni arabski emirati imajo kar dosti letečih taksijev, ne? Ja? Uber varianta, klikneš, poletiš, te dostavi. To pa ne vem. Ja. A res? Kva bom to Google, ki se ključva. Pa Elon bi rad imel tunele pod zemljo, no. To je druga stvar, ja. Tukaj se valjda prešpara na času, ne? Ja. Ampak hočem reči, da mogoče pa ni point, da silimo čim več avtomobile, mogoče bi morali čim več ven iz njih siliti. Kaj pa, če bi si prilagodili življenje tako, da se manj vozimo? A veš, v smislu, ali pa da optimiziramo z različnimi car sharingi in tako naprej. Ja. A veš, ne pa, da se samo dodaja pasove na avtocesti, ker to tudi ni itak, rešitev. Itak, ja. Kaj ti je najbolj pomembno oziroma te pritegne pri avto? Model ali pa znamka avtomobila, ki ga še sploh nisi vozil, ali pa neki čist novi model. Kaj je tisto, kar prvo pritegne tvojo, ne vem, ali oči, ali ne vem, da te zasrbi, je zvok motorja, je, ne vem, dizajn, je občutek, ko se odsedeš? Ja, feeling. Mene to zanima. Jaz tako, ko vidim prvo fotografijo, probam iti v mislih v kokpit. Kakšen feeling je, ko ga zalaufaš, pa kakšen feeling je, ko ga peleš. Zdaj, kaj pa vpliva na ta feeling, je pa vse, kar avto sestavlja. Dizajn, ki se mu približaš, dotik, ki pošlataš kljuko, pa greš s prsti čez karoserijo, kakšni materiali so noter, kako diši, česa je sposoben, koliko je pameten, kako se pelje. Veš, jaz sem zelo vizualen človek in jaz si te stvari zapomnim. Za matematiko, logične stvari, pa to jaz sem v osnovni šoli že rabo inštrukcije. Ja. Ne šele v srednji. Jaz enih stvari ne štekam niti malo, ampak si pa zapomnim za cel življenje, kakšen feeling je bil, ko sem se z enim avtom pelil. Tako da to. Pa vsak avto malo drugače tretiraš. Ja. Se mi zdi, da dokler imam enako ali pa praktično enako veselje se usedeti v eno Dacio ali pa v en avto, ki je dostopnejši, pa zdaj vse, je to Toyota, je Nissan, ali pa v enega, ki stane 100 jurjev, tako I'm good. Vse me veseli, zato ker tudi dostopni avti znajo biti, ali pa so včasih še celo bolj zanimivi. A veš, če ti nekomu daš ves denar na svetu, naredite vi ta avto, ki ga bomo prodali za $500 milijona, tako, ok, we got money, we're gonna make it. Ja, veš. Da pa ti avto narediš za 12,000 evrov, ki ti ponuja radarski tempomat, pa ti ponuja kupenih sistemov, stari, to je pa že umetnost. To moraš pa najti kompromis, materiali, tehnologija, motori, kje boš potegnil, koliko inženirjev bo, kje ga bomo izdelovali, kakšni bodo transportni stroški, veš, to je tudi umetnost. Ja. Tako da zelo cenim vse te aspekte, od dostopnih do dražjih. Kjer ti je najboljši feeling pričaral, ko si se vse pač izkušnja? Ne morem ti povedati, stari. Preveč je bilo avtomobil. Te pa najslabši? Da si bil tak. Zdaj ti bom dva ekstrema povedal. No. Okay. Doskrat mi misli švignejo na Lexus LFA, zato ker je to res en izjemen avto, s katerim je Lexus, se mi zdi, z vsakim prodanim zgublil denar, ne pa dobival. Omejena serija je bila, ker sem imel priložnost pelati po navadni cesti, pa po Nürburgringu. Ja. Čudovit 10-valni motor, pa super zvok. Če kdo posluša, da pejte na YouTube, pa pišite Lexus LFA Nürburgring, pa boste najdeli moj klip. Ta avto je eden izmed tistih, ki si jih bom zazmeri zapomnil po pozitivni plati. Negativni pa ne vem. A veš, sodobni avtomobili so celostno gledano ful dobri. Tako prav zares. Generalno gledano. Pa nimajo kakšnih resnih hip. Se pa spomnim, da sem enkrat pelil, pa to je bilo tudi že 15 let nazaj. Okay. Sem pelil Chevrolet Epico. To je bila ena limuzina, se mi zdi, ki je bila res tako majala se, kaj ena stara gajba, pa je bil nov avto, pa sem mislil, pa dober je, no. Kako ste lahko na cesto dali, no. Ampak, veš, vsakač ima svojega malarja, ne? Itak. Za marskoga je pa to lahko sanski avtomobil in je to čisto okej. Itak. Kjer je bil tvoj prvi avto? Golf 3. To je 1,4 litrski atmosferski bencinski motor, 60 konji.
taka čudovita bordo-rdeča barva. Rdeča, nice. In to je bil tudi v bistvu moj edini avto, ki sem ga vozil 5-6 let. Potem sem pa začel testirati avtomobile, oziroma sem postal avtomobilski novinar, nisem kar takoj testiral avtomobile, je bilo veliko pisanja novic, ampak sem bil vse bolj pogosto v stiku s testnimi avtomobili. Pol pa si do lani nisem umislil svojega avtomobila. Lani sem si pokupil Toyota RAV4. Čakaj, se pravi, si do lani imel Golfa? Ne, Golf je pol odslužil svoje, ampak vmes sem se pa pol 15 let vozil s testnimi avtomobili. Brez svojega avta? Brez svojega avta. Svaha čast. Ma tudi malo nima smisla, že tako v finančnem smislu. Če imaš ti ves čas testen avto, pa moraš sem pa tja kakšno lukno poflikati, pa reči na en kolegu, da mi za en dan posod avto, ko mi lukno, je to, veš, hujšega se mi ni zgodilo. No? Pa sem pa lani, sem pa pač malo začutil potrebo, pa se mi je ta avto res dobro zapisal. Sem bil zelo zadovoljen z njim na testu, pa že na prvi vožnji. In zdaj imam avto spet, po dolgem času. Nice. Ful je fajn, se sem danes z njim tukaj. Ja. Izpit si naredil z prve? Izpit za avto? Ali? Ja, mislim, da sem v 27 ur. Čeprav, kakva katastrofa. No, to me zanima. To se pravi, preden sem imel izpit, je ta moj legendarni inštruktor, gospod Bojan Arih, je rekel, da se 1 uro prej dobiti, da malo odpeljava po vadba. In v 1 uri prej sem jaz prevozil rdečo luč, stop znak, pa nekomu sem še odzel prednost. Kot največja katastrofa. Med ko gleda, what the fuck? Ja, kaj je zdaj stavo? A si ti ziher, da gremo zdaj pelj? In pa sem pa super odpeljal, tako da sem naredil izpit v prvo. Pa tudi, če ga ne bi. Včasih se pogovarjamo ravno o tem, pa je komu kar narodno reči, jaz pa nisem v prvo, ali pa fakt, sam da sem v prvo. Važno, da se ti dobro naučil. Če si padel, si verjetno nekaj se je zgodil, kar si boš za zmeri zapomnil, ker ti je to spremenil, to se ti je verjetno svet podaril v tistem trenutku in si rekel, to ne bom nikoli več zajebal. In še danes verjetno pazaš na to. Tako da tudi, če padaš izpit, je to ok. Samo, da si soliden, pa da si zanesljiv za volanom. Nima veze, koliko ur si imel. To je kar en smotan prestiž. Na nek način. Glede na to, da si dosti na cesti, imaš težave z policijo, prehitro vožnjo, prekrški? Pa ne, se mi kdaj zgodi, ne da se spozabim, ampak da sem mogoče nepozoren takrat, ko bi moral biti. Pa zdaj že nekaj časa nazaj sem na zadnje prekršek zaradi previsoke hitrosti. Drugače pa hujših prekrškov pa ni. Mislim, pa res sem veliko na cesti, je pa res, da sem se malo naučil tudi, ne moreš kar posod noreti, pa ne da norim, ampak če grem športno vožnjo, grem na pregleden kos ceste, ob uri, kjer drugih ni in lahko, bom rekel, v nekem razmeroma varnem zavetju omejitev malo preizkusim avto. Na avtocesti pa ne mislim jaz eksperimentirati. Vse, ko sem bil mlad voznik, sem veliko neumnosti naredil, to tudi poudarjam. Ker veš, eni so bolj papeški od papeža. Jaz sem že priznal, da jaz sem zelo velik napak naredil. Jaz sem tudi, kot mlad voznik, sem se tudi daj usedel za volan, ker sem pil. Jaz sem tudi vozil prehitro. Ni brezmadežen. Ne, seveda, da ne. Sam, a veš, glih fora v tem, zakaj bi se zdaj slegal. Ampak super, da sem tukaj, kjer sem, da imam platformo, pa da lahko na to upozorim. A veš, to se mi zdi najbolj pomemben, da svojo vsebino, da se malo se zabavamo, ampak če pa vsak dolg časa povem, ali pa dam kakšen nasvet, ki je povezan z lastnimi izkušnjami, pa z mojimi napakami, pa če to kam nese, pa ima kakšen učinke, pa to je najboljš. Itak, govoriš iz izkušenj. Misija Ledenik. Zakaj? Mislim, dobro, vsi vemo, zakaj tisti, kaj smo spremljali, ampak kako to, da si se odločil? Mislim, si vedel, da pač vožnja bo ekstremno dolga. Vozili se, mislim, dobro, ste imeli vodičko, pač prevajalko. Zakaj si se odločil za to? Ok, da postavimo temelj. Jaz sem Laško 0-0 ambasador že nekaj časa. In z Laškim sodelujem zdaj že 3. leto. Smo skupaj prišli na idejo, da bi naredili nekaj, nek marketinški projekt. Malo te heca lučka. Malo heca. Naš odga. Prvič, ne vkrado. Oddaš neke vibracije. No in se nam je zdelo dobro, ker tako moram reči, kot doskrat tudi vprašajo, zakaj si šel voziti z avtom, pa folk
pač pozap, ali pa jaz rečem, lej, Laško bi lahko tudi naredil reklamo, mi imamo najboljši per, dajte ga pit in dal nekaj denarja v to. Ja. Lahko pa malo razmišljaš, pa rečeš, ok, kot brand, a imam še kakšno drugo odgovornost kot to, da prodajam per. In če si ti brand, ki se zavedaš svoje družbene odgovornosti, pismo, a ni to pohvale vredno, da greš delati in verjeti v en projekt, ki v svoji goli osnovi zares plemenit, pa čeprav je marketinško usmerjen. Ja. A veš, in da smo mi celo Slovenijo v bistvu upozarjali, pa upozorili, pa pokazali, kaj se je zgodilo z našim ledenikom, da se dogaja posod po svetu in da je to sranje, katerega dela smo mi vsi, da moramo nekaj reagirati, se meni zdi to super. Ja. Tako da to je bil nekako tak glavni povod, ne, da pač kraljestvo Zlatoroga izginja in dajmo na to upozoriti. Ja. In pa smo se odločili, okay, kako bomo to naredili, na kakšen način, kako bomo to komunicirali, pri katerih kanalih. Si imel veliko vlogo tu pri planiranju, pa katere postaje, mislim, kjera mesta, kaki bo vrstni red? Ali... Ja, ravno tukaj. Skupaj s producentom Rokom Trčkom sva določila okvirno traso, ampak je že res, da sem bil najvidnejši del ali pa eden vidnejših akterjev ali pa delov tega projekta, ker sem bil ves čas pred kamero, pa dejansko kaj pelov, skupaj z drugimi tudi, se nisem bil edini za volanom. Ampak za tem projektom stoji ogromno ljudi. Tudi ekipa pri OKS Slovenija, Olimpijskim komitejem, pa pri Laškem, pa še posod drugod. Tako da to je bil res težek pa zahteven projekt in jaz sem soodločil ali pa soustvarjal predvsem pot. Od začetka do konca. No. A veš, ampak to je treba 100 stvari splanirati. Navezati stike. Je bilo kaj stvari, ko niste planirali, pa ste se mogli pač znajti? No ja, skozi so bile spremembe. A veš, ni tako, da ti v Ljubljani rečeš čau, mi zdaj gremo, se vidimo, mi smo bili vsak dan na vezi. To je bilo v bistvu zelo naporno, zato ker so se vsak dan dogajale spremembe. Ja. Pa smo se malo lovili z olimpijski komiteji po drugih državah, kje se bomo ujeli, se ne bomo ujeli, pa prazniki so bili, a gremo še tja, gremo še to narediti, dajmo to spustiti. Sprost se je prilagajala tudi malo trasa, taki mini prilagoditve, tako da nikoli ni, a veš, zafiksiran. Vsaka stvar, ki se jo lotaš, vedno prihaja do enih odstopanj. Tukaj ni bilo nič drugače. Konec koncev odstopanje je že bilo to, da smo šli iz Ljubljane najprej v Monako. To je zelo veliko vink, če si mislite. Jaz sem bil tak, greste vi gor. Ja, ampak a veš, na koncu smo imeli to srečo, da je za to misijo izvedel princ Albert, ki je pač pri Mednarodnem olimpijskem komiteju odgovoren za trajnostni razvoj in si je želel to iz prve roke videti, slišati za to in z nami spregovoriti. Pa smo naredili ogromen uvink. To je ena izmed prilagoditev, ki smo jo z veseljem naredili. In to pol delaš ves čas, dokler se projekt ne konča, ne? Pa se prilagajaš skozi. Prebral sem tu enih par, kako bi rekel, kritik, glede na to, da je bila okoljevarstvena ozaveščana misija. Zakaj niste vzeli, ne vem, popolnoma električnega avta ali pa zakaj? Zdaj vas to razdeliti. Enkrat za vselej, pa vem, da bom še 100krat mogel to povedati, ampak enkrat za vselej tukaj. Jaz vem, sej sem bil tam, smo šli z avtomobilom nekam, pa ni bil električen avtomobil. Na električen avtomobil pozad, mi smo morali priti čez Sibirijo, stari. Kje bom jaz to polnil? Ljudje se niti ne zavedajo, mogoče kakšne so zmogljivosti, performance, kapacitete baterij in kako bom jaz to učinkovito polnil in tako naprej. Po drugi strani pa dajmo gledati veliko sliko. Mi smo s tem projektom ozaveščali, pa ozavestili ogromno ljudi, izobraževali, podali veliko informacij. Konec koncev pa mi smo za vsak prevožen kilometer bomo posadili eno drevo. 13,000 dreves za 13,000 kilometrov. Pa mi bi že, če se jaz ne motim, če so prav zračunali, ne me za besedo držati, že z 200 ali 300 drevesi, mislim, da leto ali dveh, lahko pa mislim, da celo prej oglično neutralizirali našo pot. Se pravi, tudi če vse ostalo pade, mi bomo naredili plus s tem projektom. In kdor se je osredotočil samo na avto na poti, pa na support van tako oprosti, a lahko stopiš 2 metra nazaj, pa pogledaš celo sliko. Ker najlažje je pa soditi, takole gledaš. In to ni všeč, stari, ta kapa mi je glupa. A razumeš? Daj pogledajo, daj kakšen detalj pogledaj, daj obrnijo. Aha, tukaj pa nekaj, kar nisem videl. Nekaj, s čimer nisem bil seznanjen. Le kakšen lep detaljček ima. To ljudje niso naredili, ampak jaz vem, to je, a veš, hitro se razburimo, pa premalo si vzamemo časa za detaljne vpoglede. Ampak jaz sem se že v začetku, ali pa sem kdaj tudi vrnil kakšno žogco, ampak že v začetku sem se pomiril s tem, da ljudje površno kdaj pa kdaj spremljajo in to je del tega, to je del igre. Pa plus tega vedno se nekdo najde, komu nekaj ne bo všeč ali pa bi drugače naredil. In tudi to je okej. Vsak ima pravico do svojega mnenja, jaz se pač s tem mnenjem ne strinjam, tukaj so moji protiargumenti,
what you gonna do about it? Ja. In pol pač ali gremo naprej z debato ali se pa ustav. Ja, itak. Zmagovalcev pa, mislim, veš, vse kdo je zmagovalci. Jaz vem, kaj smo s tem projektom naredili. Ja. In naredili smo veliko. Ja. To je bottom line. Ful ste imeli težave že od samega začetka za kitajsko vlado? Mislim, ne toliko z vlado, ampak s samimi ukrepi, ki so bili sprejeti za to, da se zaščiti ljudi, konec koncev tudi športnike, in zato nismo mogli sprovesti tega, kar smo si želeli. Ja. Za začetek smo nekako sanjali, da bi pripeljali Tolija, ta delček Triglavskega vodnika, vse do Pekinga, do olimpijskih iger, ampak to je hermetično zaprta zadeva. Ja. In na koncu smo se morali potem ločiti in ga poslati z letalom, ta zadnji del poti. Ja. Se pravi, cilj je bil, da se ti zapelješ na stadion, odpreš Darkota pa Tolija. To je bil sanski cilj, ja. Okay. Nismo vedeli, da se to, da bom glih na stadion pripelil, ne. Ampak želeli smo priti do Pekinga. Zelo optimistično smo razmišljali, ker ob vsej podpori, ki smo imeli, ne pozabi, princ Albert, predsednik Slovenije, kitajska ambasada v Sloveniji, konec koncev tudi Kitajci, pa Rusi, vsi so stali za tem projektom. Ja. Ampak situacija, v kateri pa smo, je pa preprosto večja od vseh vez, povezav, ki jih imaš, in temu smo se morali ukloniti. Ja, in to smo tudi naredili, ampak meni se ne zdi to taka huda tragedija. No. Meni se zdi, da je absolutno, da namen, pa da je bil cilj dosežen. Vse konec koncev Tolij je prispel v olimpijsko vas in se tam simbolično, prav zares stalil v ledeniško vodo, in ta ledeniška voda bo zdaj vsem Slovencem in vsem obiskovalcem Planinskega muzeja v Mojstrani na voljo, da jo pogledajo. Mislim, tista voda je šla od Slovenije do Kitajske z avtom. Ja. Pa ta druga steklenica bo pa v Olimpijskem muzeju v Lozani. Okay. To je pa tudi kar velik kompliment, da ti pa veš, ta projekt presega meje Slovenije za veliko. Ja. Pa ne samo s to steklenico, še z drugim obveščanjem in pojavljanjem v medijih, izobraževanjem. Konec koncev, ko bom dolgočasen rad, to me prekin. Ja. Konec koncev smo velikenih uspešnih primerov prakse se naučili, pa tudi jih podali in druge izobrazili z drugimi olimpijskimi komiteji drugih držav. A veš, to je tako, fajn projekt je bil za vse. Ja, verjamem. Kako si pa pol Darkota nazaj sprava? S tovornjakom. Nismo nazaj še pelali. Ne, to vem, ampak nisem ali šla železnica ali tovornjak ali tega, kaki Kitajec pelo. Ne, tovornjak je bil, v enem trenutku je bil tovornjak najbolj ziher, preprosta, pa dostopna možnost, kako avto nazaj spraviti. Okay. Je pa res, da smo imeli kar nekaj težav na rusko-beloruski meji, tako da mi smo se vrnili mesec dni pred začetkom vojne, avtomobili pa se mi zdi, da 14 dni ali pa še malo manj. No. Okay. Sej promet, te špediterji, pa to še zmeri štima, pa se vozijo stvari levo desno, ampak nikoli ne veš. Sem bil zelo vesel, ker sem avto spet imel presep. Ja. Jaz bi rekel, na vsako stvar se človek naveže, na materialno, na živo. Ti je bilo hudo, ko si ga pobožal, si mu rekel, ne vem, da ljubček ali kaj. A veš kaj, zelo sem se navezal, jaz sem že tako bil zelo navezan. A veš, nisem tisti lesnik, ki bi pazil, da se mu ne bo kaj zgodil, jaz avto uporabljam tako ful. Jaz sem bil sam zelo vesel, zato ker vse en ta mesec, pa 10 dni, ki smo bili na poti, sem se probal ves čas zavedati, da sem bil malo odvisen od tega, da bo ta avto zanesljiv. Ja. Da me je dejansko pripeljal in naredil to, za kar je bil narejen. Ja. Tako da sem bil ful vesel, ljubčka mu pa nisem dal, preveč je bil blaten, ki je nazaj prišel. To smo pa ful dolgo si rado, da so ti ga opravili. Ja, zakaj, mislim, te ni skrbelo, če se bo kaj zgodilo, ne vem, ptiči kakec je ono tisto lak. Ne, zato, ker ptiči kakec smo pa stran dali že prej. Aha, ampak, veš, tista stvar, prah, pa to je pa patina, vse v redu. Okay. Ni me bilo strah za pločevino. Okay. Drugače, ker si imel, koliko vas je bilo v Darkotu, 3, 4? 3 je vaš čas, plus 2 v kombiju, oziroma 3, malo smo se menjali. Okay. Si občutljiv, ne vem, če kdo pred zelo putne zvrati, ali pa če se spreč v stranimi šuhi nadseda ali pa nekaj. Ne, ker avto je pač zato narejen, da se ga uporablja in tudi tepihe se da spucati. Okay. Pa zavedam se, da so tudi konec koncev praske sestavni del te igre, ker noben avto ne preživi ali pa ne prije do konca, da ne repimo vsaj enega štrajfno ali pa neki. Ja. Ne sekiram se preveč, ni mi vse en. Pa zdaj jaz tudi vem, recimo dobro, da imam sprednji del avtomobila zaščiten, z eno posebno Angenko zaščito, zato ker jaz imam po moje, 300 pikc na avtu, od kamenčkov, od tovornakov. Ker veš čas voziš za tovornaki, veš, da to se živo leti izpod guma. Ampak pač to je sestavni del te igre, tako da kam jaz to folijo dol, da je pločevin nad spodje. Je okej.
Ga misliš strošiti oziroma zvozi, dokler ti bo zdržal, ali imaš nagledanega kaj drugega že? Ne vem. Ves čas, a pa zdaj se zadnjih par tednov se malo igram z idejo, če bi mogoče naredil kakšno menjavo. Zelo me mika ta nova Toyota GT86, ampak po vsem tem, kar sem zdaj z Darkotom čez dal, sem bil po moje res težko od njega ločiti. No. Super zadovoljen sem z njim, pa nočem, da zdaj spade, kada je ena reklama za Toyoto, ampak pač res je cool avto. No. Tako da ne vem, kam narediti. Ja, ok. Če se vrnemo na to, da pač itak se preživljaš, živiš na podlagi svoje kariere, za vse mlade nadobudneže, ki bi mogoče želeli biti komotar minuta 2 ali pa ne vem, karkoli drugega, lahko rečeš, da živiš na veliki nogi, kar se tiče zaslužka oziroma plače, sponzorstev tega, ali si, ne vem, srednji rang, ali ne vem, si na minimalcu, dobro, to tako vemo, da nisi, ampak... Ja. A veš, jaz ne vem, kaj je zdaj velika noga, pa kaj je srednji rang, ker jaz totalno ne vem, koliko pa drugi zaslužijo. Okay. Zagotovo pa lahko rečem, da zaslužim več, kot sem prej, da se mi zdi, da dobro zaslužim in to tudi ni nerodno povedati, zato ker pač trdo delam za to. Ja. Tako da od tega se zagotovo da tudi dobro živeti, ali pa zelo dobro živeti, samo pa treba tudi ful trdo delati. Ja. A veš, nič ne pride iz nič. Zato sem pa, za mene, se jaz vem, za mene velja, da je z mano težko delati, pa slišim doskrat tako prek kakšnih uvinkov, pa, da komotar je drag. Ja. Jaz rečem ja, zato ker jaz cenim svojo vsebino in jaz vem, da ta vsebina ni prišla iz kar nikje. Ja. Ne vem, arhitekt tudi si vzame 4 dni dela, ali pa 2 tedna dela, pa ti zaračuna, ne vem, 5 jurjev za en projekt, ampak on je v ta načrt dal vse svoje znanje. Ja. To se pravi svojo izobrazbo, svoje izkušnje, svoje napake, svoje spoznanja, svoj talent. In valjda, da je toliko zaračunal. Ja, a je pri meni kaj drugače? A je pri mizarju kaj drugače? A je pri unmu, ki ploščice polaga? A pa unmu, ki je to naredil? Ja. Ja pa, mislim, če ne boš ti cenil svoje osebine, kdo je pa bo? Valjda, da sem drag, stari. Točno tak. Mislim, konec koncev vzem, ne vem, karikiram 1000 evrov, pa pet z njim, ne vem, na en tradicionalen medij. Pa da te vidim, koliko boš imel odziva, koliko boš imel učinka, pa koliko ljudi boš dosegel. Ja. Pa prid pol nazaj, pa se deva pogovoriti. Ja. Valjda, zato ker smatram, da je moja vsebina kredibilna, da jaz stojim za njo z imenom pa priimkom, znanjem in izkušnjami. Zdaj pa ne se, a veš, in tudi mogoče me najbolj zmoti, če kdo pokliče, pa najprej reče, ti koliko stane pri tebi reklama. Aha, sprve. Jaz tako čak, stari, deva se, ko pa ti prodajaš, pa da vidva, a se mi dva razumeva, meni to cool, a bi jaz to sploh uporabljal, pol pa greva od tam naprej, ne? Ja. Tako da ja. Se moraš dosti pogajati pol glede cene, če ti je produkt ali pa karkoli je že všeč, ali... Načeloma ne. Okay. A veš, zakaj bi pa se? Meni se zdi, da je to toliko pa toliko vredno. Mislim, se pustiš pogajanja ali pa če rečeš ne, to je moja cena? Ne, ampak pogajanja so ponovadi rezervirana za tiste, s katerimi dolgo pa veliko delam. To se pravi, če jaz nekom sklenem pogodbo ali pa sklenem sodelovanje za leto ali pa 2, seveda ne bo dobil enako ceno, kot če bi pri meni zakupil, ne vem, en vlog ali pa, ne vem, en potisk na Instagramu. Ja. Dajmo se dolo sest, dajmo eno zgodbo narediti, pa se potem prilagodimo en drugmu. Prilagajanja pa kompromisi, to so del vsakega partnerskega odnosa, zasebnega pa tudi poslovnega. Ja. Tako da takrat se seveda pogovorimo o popustih pa o prilagajanjih. Drugače pa ne, pa o ceni se na koncu pogovarjamo. Ja, dajmo se pogovarjati, če smo si sploh kompatibilni, a smo si všeč. Tudi, mislim, celo toliko daleč grem, da kdo reče, mi bi kar za 1 let podpisali. Dajmo nekaj narediti, pa jaz rečem, dajmo narediti najprej eno manjšo stvar, pa da vidimo, kako bo. Pa da vidimo, a je vam to všeč, tako kot jaz delam, pa da jaz vidim, če bom jaz zadovoljen z vami kot s poslovnim partnerjem, če si sedemo. Ja. Ker najhujše pa nekaj podpisati za 1 let, pa za 2 let, pa vidiš, da... muka, pa njim... Ja. To je pa problema, ne? Ja. Tako da sem tako zelo previden in sem valjda zelo tečen, ampak se mi zdi, da je tako kar prav. Ok. Nice. Atmosferci podcast. O čem bo, oziroma o čem bo bolj ali manj tekla beseda, kaj lahko poslušalci pa gledalci pričakujejo? Stari, vse. A veš, mi nimamo enega res trdnega načrta, ampak se pa zelo dobro zavedamo, koga lahko
pripeljemo kot gosta, lahko, a veš, koliko atmosferci, lahko delamo zabavno vsebino. Danes sem srečal eno mlado slovensko oblikovalko, ki je ravno kar zaključila študij v Milanu, pa bi rada ostala, bom rekel, znotraj avtomobilskega foha, bi se zelo rad pogovoril. Ne? Kako pa je študirati oblikovanje v Sloveniji pa v Milanu? S kakšnimi preprekami se, a veš, kakšen avto bi ti rada oblikovala, a motorje bi rada, a veš, rad bi se dal sedel s policistom ali pa z nekom zavarovalnice ali pa z nekom, ki dela na železnicah ali pa s pilotom. Konec koncev pa smo atmosferci trije, pa se lahko že en z drugim imamo velikega materijala. Konec koncev lahko tudi sam jaz podcast posnamam ali pa Saša. Ne vemo točno, kako bomo razdelali vsebino, vemo pa, da je potencijala velik. Promet, mobilnost. Jure ima, a veš, da on bo pogovoril pa o traktorjih, pa o ne vem še čema. Tako da to je vse, ne vemo, ampak vemo pa, da komaj čakamo, da začnemo. Imate kakšen datum določen? Ne, nimamo. Ampak veš, ko sem prišel noter prej, ko sem nehal občudovati ves ta plac, sem te najprej vprašal, a veš, kakšen setup imaš, ker zdaj smo v tej fazi, da imamo pisarno, imamo prostor, vemo približno, kaj želimo, pa dajmo reči, koliko denarja imamo na voljo, zato da kupimo opremo, pa bomo pa zaštartali. Nice. Že imate kakšne goste nagledane? Poimensko? Ne, niče. Ne. To prvo ga bomo kar sami naredili. Se mi zdi, da bi morali biti to dosti v tem smislu, da a veš, vedno, že tako, ko se pogovarjamo, pa ni nobenih mikrofonov, se nam zdijo teme ful zanimive. Si misliš škoda, da nismo to posneli? Ja, pa škoda, ti se stari podcast, to podcast tema. Zdaj bomo končno lahko to naredili. Pa bomo pa videli, no. Prepričan sem, da je, mislim, zdaj ti lahko začnem naštevati, pa ti bom 10-15 ljudi naštel, ki bi jih rad imel pri sebi. Se bo porihtalo 1, 2, 3. Nice. Komaj čakam. Kakšne kompetence bi mogla imeti oseba oziroma uspešen vloger po vseh teh tvojih letih izkušenj? Nekomu mlademu, če bi svetoval, bi rekel, to pač nekako moraš ustrezati tem parametrom. Poleg tega, da res obvladaš temo, ali pa da si entuzijast, se mi zdi, da neke osnovne stvari so, da znaš razmišljati o vsebini. Jaz ti bom dal en tak butast primer, pa ga vedno ga podam, ker se mi zdi ful dober. Jaz, ko sem začel pisati o avtomobilih, sem jaz kar vsak avto bi dal med stožce nekaj, kako se to drži. Pa je urednik rekel, halo stari, no. A je za Renault Scenic, družinski 1% res pomemben, kako se pele skozi stožce. A ni bolj pomemben, da ima dovolj prostora, da je uporaben, da je priročen, da je a veš, sem rekel, si res. In ko se ti naučiš razmišljati o vsebini, je takoj lažji. To se pravi, kako pristopiti k temi, pa ti to osnovne stvari, tako moraš imeti feeling, kaj je dober flow. Zato, ker če imaš ti povprečno vsebino, pa znaš dober flow porihtati, imaš kar naenkrat dobro vsebino. Če imaš pa ti ful dobro vsebino, pa si krep, ki je treba flow narediti, pa ne veš, da je odrezati kader, ki veš, da ga moraš takrat, ki je najboljš. A veš, ampak to mi je še dobro, pa to je še dobro, pa je že predolgo, pa da bi en suh žaganje žvečil. To se pravi, flow pa razmišljati o vsebini, to, pa trdo delati. Tvoj največji kritik si ti ali tvoja partnerka, sodelavci? Meni se zdi, da kar nikoli nisem zadovoljen. Res? Ali pa mogoče celo premalo pogledam svoje stvari, da bi imel nek prav hud mnenje. Jaz, ko vidim, da je dober flow, pa da dobro teče, jaz to objavim in grem naprej. Post and ghost. Zato, ker se mi zdi, da ne pridobim kaj dost. A veš, da bom zdaj seceral vsak, jaz sem toliko vsebin že naredil, zdaj da bi pa vsako šel secerati, se ti zrola. Dej rajš, kaj bo pa zdaj naslednja stvar, ki jo bom naredil, ker pa se pa itak zgodi napredek, ker sprot se učiš in pa postopno te izdelki, ali je to fotka, ali je besedilo, ali je video, postajajo vse boljši, že sami od sebe, že samo zato, ker si toliko tega naredil, pa podzavestno nehaš delati na napake, ki si jih delal, mogoče prej. Ko si začenjal, si imel kakšne vzornike v smislu vlogerov ali pa ne vem, kogarkoli iz tujine je doma, ki te inspirira, ali pa si bil tak, to mi je cool, to bom mogoče vzel uporabo. Ful sem Caseyja včasih gledal, kakor čisto si. Pa sem ga pa nehal, pa ne zato, ker mi ne bil simpatičen, ampak zato, ker sem preprosto preveč stvari imel, pa sem, veš, pol prioritetna lestvica je zelo stroga in pol nimaš več časa za ful na YouTubeu viseti, če pa že, pa pol stvari, ki me dopolnjujejo v smislu avtomobilske vsebine, bolj pa izobraževanja. Tako da Casey mi je bil zato všeč, ker je bil zelo vztrajen in on je kar delal pa delal.
Mogoče je tudi poleg entuzijazma del vzroka, da sem jaz, ko sem začel podcast vlog delati, da sem ga delal tako 193 dni zapored vsak dan. Ja. Pa pol malo lufta, pa spet, 100 dni. To sem od njega vzel. Drugač pa Filip De Franco mi je bil všeč, zato ker on ima ful tega skakanja, pa nimaš nobenih pauz. Pa še, a veš, ta jump cutting mi je bil simpatičen. Ja. Je pa res, da sem na ta jump cutting prišel tudi kar mal sam od sebe, ko sem delal in prispevek z ameriškim ambasadorjem v Ljubljani. Ja. In on je vsako stvar govoril čist predolg časa. Okay. Če on hotel meni povedati, ta avto je res dober in res še 27 pauz vmes. To je bilo tako negledljivo. Ja. In pa sem jaz to na secku, sem rekel, pa le to bo treba narezati, da bo sploh gledljivo. In pa sem nekako temu sledil. Drugač pa ne vem, meni je fajn, da sem vmes fajn, pa upam, da še drugim všeč. Ja. Si razmišljal kdaj o motorjih, to je, da bi jih vključil zraven, ali pa vedno samo avti, ali pa tovornjaki, ne vem? Ful me privlači tehnologija pa tehnika, tovornjaki verjetno še bolj kot motorji. Ne vem, nekako nisem navezan toliko na motocikle, čeprav zelo cenim, tako kot pri avtomobilih, trud, ko gre v dizajn, v trud inženirjev, ko gre v vse. Ja, ja. V okvir pa v vzmetenje, ampak nekako nisem se na to navezal. Mogoče se to pri meni doma malo zabremzal, že ko sem bil jaz mehen in otrok, moj foter je bil navdušen motorist. Pa se kar malo, veš, to je pač navaren šport, pa pol ti to malo stane. Čeprav mi je fajn, se enkrat, dvakrat na let me kar zagrad, da bi šel izpit narediti. Pa zdaj sem že malo bolj zrel, včasih bi se kar samo o sebe bal, ker vem, da sem prepogosto iskal mejo tam, kjer je ne bi smel. Zdaj pa mogoče bom počasi pošel tista leta, ker bom res motocikl kupil zato, da sem v easy, pa da ne bo to cestak, ampak bo kaj drugega. No, to sem mislil, kakega imaš kaj nagledanega? Nimam konkretnega. Coffee Racera ali ne vem, Crosskota? Ja, Coffee Racer sploh, ki je moj prijatelj, že kakšnega sestavo, Andraž Kopitar. 77 Customs, vem, da se je on malo ukvarjal s tem. To mi je že fajn, ampak jaz bi imel kar kakšno tako čisto all-round klasiko. Ne rabim imeti enega zelo posebnega motocikla, ki je samo en tak, kot da mi enega GS-a, pa da grem jaz lahko povsod z njim. Ja. To je to. Ok, cool. Daj mi še povej, si štev kdaj avte? Koliko si jih že stestiral? Imaš številko? Imamo? Jaz že ene 2 leti ali pa 3 leta govorim, da je to 2500. To se pravi, zdaj smo verjetno že čez 3. Ok. Ali pa da smo tam pre 3000, no, se mi zdi. Mislim, imaš spisek ali si sam? Ne. Ampak, veš, jaz se spomnim, že ko smo bili na Siolu, je bilo to, ne vem, 100 testnih avtov na leto vsaj, pa so še mednarodne vožnje v tujini, pa če si res strok, vsakeč v tujini peleš vsaj 2 avtomobila, ali pa recimo 2 avtomobila na vsaki mednarodni poti, pa še vse, kar zraven prije, tako da te številke pa začnejo hitro rast, če si zelo globok v tem poklicu. Tako da med 2 pa 3 tisoč gotovo. Nice. Je kaki avto, ko ti je, ne vem, na spisku, da bi ga želel pač testirati, voziti, tisti, ne vem, Eleanor, varianta? Formula 1 bi rad pelil. Formula, ok. Pa Bugatija bi tudi rad pelil. Kjerega? Veyron, Chiron mi je čisto vseeno. Pa tudi če je kakšen testar, ampak Bugatti. Ampak od teh, ki so pa mogoče malo bolj tako normalni v navednicah, že 10 let nisem pelil nobenega Civica Type R. Ful bi rad pelil, ko ga še nisem na GTR. Poslušalci, če ga ima kdo, napišite. A veš, da sem bil že z enim mislim, da je celo z Maribora dogovorjen že parkrat, da bom pelil njegovega Civic Type R, pa je pa vedno nekaj vmes prišlo. Se mi je bilo nerodno, ampak pač ni šlo skozi v tistem trenutku. Tako da je par takih, ki bi jih rad še zagrabil. No, ampak če bi rekel, en avto je to ali Ferrari F40, ali McLaren F1, ali pa ena Formula 1. No. Nice, cool. Kje se vidiš čez 30 let? Vem, naprej si nekaj rekel, ne vem, mogoče boš pri 50-60 še vedno vloga, ampak kje bi se ti rad videl? No? Kaj je tisto? Ker zdaj že kar nekaj časa delaš to, kaj delaš, je mogoče tisti, ne vem, next level, ko si tak, to bi pa bilo dešet. Čez 30 bom vesel, če bom še živ. Čez 10... Ne vem, jaz bi se rad fajn imel. Zdaj pa kaj bom pa takrat počel, pa ne vem. Rad bi ostal znotraj zavetja ustvarjanja, s fotografijo, z besedo, z videom, mogoče celo samo svetovalni vlogi, se ne vem. A veš, vem, da
da zdaj lahko rečem, da jaz sem delal vloge še vedno, tudi čez 10 let, ampak se ne vem, če jih bom. Ja. Mogoče niti snemu ne bom. Mogoče mu bi nekaj čist drugega zagrabal, ampak sam da lahko nekaj ustvaram iz enih elementov, iz enih koščkov. Ja. Samo to bi rad počel, če govoriva o poklicu. Drugače bi pa rad bi bil zadovoljen s svojim življenjem. Rad bi imel ljudi okrog sebe, ki jih imam rad. Ja. Rad bi bil dober fotor. Se mi zdi, da to bi jaz rad čez 10 let bil ali pa še vedno bil. Ja. Ostalo pa se bo že poklapalo. Tako Ja. se mi zdi, da ne bi rad tudi preresno imel niti svoje kariere, v smislu predvsem prepoznavnosti, Ja. pa rad bi za sabo pustil neki. Okay. Jaz ne bi bil rad minus. Štekam. Jaz bi bil rad plus, Ja. gledano generalno. In to se mi zdi pa dosti pomembno. Okay. That's it. Se ti zdi, da ti je vsa ta slava pa uspeh nekako stopila v glavo, ali se ti zdi, da si še vedno pač prizemljen, pa odprt do pogovora, pa ni panike? Ali... Škoda, jaz mi rečem, da moraš to kakšnega drugega vprašati, ker se mi zdi, da te spremembe sami še najtežje zaznamo. Vem, ampak vseeno si, kako bi rekel, samo refleksivno. Ja. A veš kaj? Meni se zdi, da ne. Okay. Zato, ker še vedno se zelo rad ustavim, pogovorim s komarkoli, se mi zdi, da še vedno izviram, da sem v tem smislu še vedno čist. Ja. Predvsem in tudi zato, ker sem vedno gledal na to, da delam to, kar mi je kul, pa da ne delam tega zaradi slave, zaradi prepoznavnosti, zaradi freestyle, zaradi povabil na dogodke. Ja. V bistvu se jih bolj izogibam, kakor ne, pa grem na tiste, ki moram. Ja. Vem ali pa vidim, pa opazim, pa da nekateri vse to, kar počnejo, delajo samo ali pa primarno zato, da so prepoznavni, pa da so slavni. Sam jaz ne vem, to je pri meni ene vrste stranski učinek tega, kar počnem, mi je kul. Te moti slava? Mislim, ko se, ne vem, pelješ po ulici, se obstaviš pri semaforu, pa te folk, ne vem. Ne, a veš zakaj ne? Zato, ker prvič jaz sem ful odprt človek. Se mi zdi, da se mi je v 5-6 letih, odkar se je ta komotar minuta začela, da se mi je mogoče 2krat zgodilo, da sem rekel, aloh, ne zdale, ki bi mogoče res neprimeren trenutek, kaj se mi je pa res grozno modila, sem pa slab dan, ampak to res na prste ene roke. Jaz sem vesel, če kdo prije do mene, zato ker se mi zdi, da dobiti potrditev iz prve roke je vedno lepo pa fajn, pa predvsem 100% vseh stikov, ki sem jih imel, so bili izključno pozitivni. In meni je to ful lepo, zato ker se mi zdi, da nekaj se moramo vsi, ko ustvarjamo vsebino, zavedati. Kdorkoli si vzame čas, da pogleda moj vlog ali pa story, whatever, on si je vzel čas, ki je njegov prosti čas. Dobro, se tudi v službi gleda, ampak kaj veš, kaj hočeš? Ja, namerno je šel, pa ne vem, je šel na tvoj Instagram, te not pisal. On bi lahko vzel tisto minuto in jo dal nekam drugam. Ali bi jo Strandbergu, whatever. Vsak dela s svojim časom to, kar sam hoče. In meni se zdi izreden kompliment, da še vedno sem sposoben prepričati nekoga, da reče, zdaj bom pa tole pogledal. In meni se zdi to super, ker se obenem tudi zavedam, da to je moj kruh. Ja, valjda. Zato sem vesel. Pa skrit se pa pač ne morem, s tem sem se pa sprijaznil. Jaz sem bil z Evo, z mojo punco sem bil za vikend v Zagrebu in sva šla res samo direkt v center, tam so parkirali avto in po 3 urah sva šla nazaj. In jaz nisem bil še v Ljubljani nazaj, ker mi je že nekdo na Instagramu napisal, pa rekel, pa tudi v Zagrebu se ne moreš skriti. A veš, a pa pogosto se pelem vsak dan dobivam fotke, danes sem dobil fotko svojega avta slikanga na ulici. A veš, ampak it's all good. Prvič se ne delam nič ilegalnega, ne skrivam se, pa good energy je nekaj, česar je pogosto premal. Zato ga sprejemam z odprtimi rokami. A ni to kul, če nekdo prije pa ti reče, stari, ful je dober, všeč mi je bilo, ker si to naredil, pa te spomne na kaj, ker si mogoče ti še pozabil. Ja, pa te, ne vem, navduši, inspirira, kakorkoli. Ja. To je to. Nice. Si odprt na kakaj drag race ali pa to te kdo kdaj challenge ali pa kaj, ker si pač taki carhead ali sprejmeš, zvrneš? Ne, a veš, da ni bilo še enega tanskega primera. Res? Okay. Dobro, še kaj je že bilo prejšnji teden, sem ga Lamborghinija vozil, ali 2 tedna nazaj, smo glikli v Mariboru, smo snemali, Jan Plestenjak je posnel spot. Kaj je že dobro, pizda se pa ne spomnim naslov, zdaj bom pa jaz to pogledal, aloh. Samo, ki mi je pa malo nerodno. Čakni. V glavnem, kle smo bili v Mariboru, smo snemali video spot in sem se pripelil zvečer na Tipaločko porihti. Dobro sede. Dobro sede, nice. Bil sem zraven in sem pač tega Lamborghinija vozil in pol na poti domov se mi zdi, da sem se na semaforju ustavil, pa je bil en hot hatch ali neki. Ampak to je bil potencial za malo pogaso stopati. Ampak, a veš,
ne vem, s temi stvarmi se ni toliko zaigrati. No. Ja, veš, A veš, videli smo YouTube fail videe, ko v semafor noter pa... I don't want to be that guy. Ja. Drugač pa ne, ni veliko tega, no, da bi nekdo kaj izzival. No. Okay. Najljubši avtofilm ali pa, ne vem, igrca ali pa kaj takega. Pa dober igrca Gran Turismo, stari. Se sem play, ko bom zdaj kupil, da bom 7, ko lahko igral, ker sem ob trojki, trojka sem pa res igral 100, če ne 1000 ur. Pa pol 4, pa 5. Tako da to se veselim. Film pa, no zdaj si me vprašal, zdaj se po mojem nam spomnil. Ampak dobro, veš, vsi ti filmi, ki so kar dobri, no, pa tudi, veš, a je to Ferrari versus Ford, ali, oziroma obratno. Pa tale od Niki Laude mi je bil kar dober Rush. Pa tudi drugi, no. A veš, konca sem full užival, ne vem, a si gledal film The Rock, Nicolas Cage, Sean Connery. Ja, valjda. No, to imaš recimo Ungaromenga 355, ko razbija une števce za parkirino, pa to pa Humvee, pa tako. Tup, ko leti, Take stvari si zapomniš, no. A veš, to je tudi tak dost hud stik z avtomobili, ker kolikrat slišiš Ferrarija, kada poln gas na ulici in tebe. Takrat ni bilo YouTube-a. Takrat sem jaz klip pogledal kot 300, kada sem slišal ta sound. Pa je prišel YouTube, pa klipi na netu, ki si čakal 3 ure, da se je zelo dol 12 sekund klipa, da si slišal unispuh. Tako da filmi so pomemben medij bili, predvsem včasih za videti, slišati nekaj, kar drugače nikoli ne, ali pa zelo malo verjetnosti. Mogoče te je prihodnost vrgla v kakšne filmske vode, pa boš, ne vem, ko producent nekih avtoscen ali kaj tega, te to kaj zanimalo? Če že, pa se sploh ne bi omejeval sam na avtomobile. No. Se mi zdi, da malo tega šmeka imam, da bi znal dodati k enemu projektu. Pa glih, zdaj so se shecala z Janom par dni nazaj. Sem rekel, dajte star, jaz bom dal marinado kakšno idejo, pa bom probal jaz kakšen spot narediti s tabo. In to bi mi bil pa recimo izziv. Kaj tacga, drugače pa nimam nekih grandioznih načrtov. No. To, ja. Daj mi reči za vse poslušalce pa gledalce na svet za življenje, kaj ga uživati, ker kot si sam rekel, ti uživaš tem, kaj počneš, uživaš v svojem poklicu oziroma službi, kaj je tisto, kaj bi mladim svetoval ali pa starejšim tudi. No, pa ne, veš kaj, mogoče to, da nikoli se toliko ne mudi, kakor misliš, da se mudi. Zdaj to čist konkretno, če si zamujaš, ne, sestanka pa nekaj, tako da take it easy, it's not worth it, da se boš razlimo tja v eno steno, tako pet počas. Drugač pa, moj fotor je vedno rekel, tako, don't worry, be happy, tako komad, pa se mi zdi to tako kar pomemben, no, tako bod easy, jaz sem take vrste človek, da se obremenjujem, pa se probam obremenjevati za stvari, ki so zares pomembne, ostale stvari pa, veš, prepogosto se sekiramo na zalogo ali pa obremenjujemo z rečmi, na katere nimamo vpliva. Tako da mogoče, če si to lahko skristaliziraš, kaj je zares pomemben, kaj pa ni, pa si že odrešen enih skrbi, ki bi drugače bile težko bremeno. To pa, ne vem, rad bi to počel, kar rad počnem. Se mi zdi, da se to, veš, prehitro gre življenje mim, se mi zdi, in pa kar skozi nekaj počneš, kar misliš, da bi moral, pa se ne ustavaš, pa ne zbrenzaš, pa rečeš, meni to sploh cool. Jaz se zavedam, da imam totalen prestiž v tem, da res hodim v službo in počnem, veš, nekdo pa nima tega luksuza, jaz se tega zavedam, da nekdo hodi v službo, ali pa velika večina ljudi, zato, da dobijo plačilo, da potem lahko živijo. A veš, in da ne more kar vsak tega uresničiti, se to je tako, je kar težko mora biti, ne? Pa še tistmu, ko uživa, je doskrat težko. Kaj pa je svem? Vse folk vidi samo blič, ne? Od zadaj, koliko neprespanih. To je una fora, veš, ker zdaj že par let jo nabijam naprej, ker sploh ne vem več, kje sem je slišal, ampak da rabaš, kako že rečejo, 10 let trdega dela, da lahko čez noč uspeš. Ker pač pol folk vidi, komotar se je pa kar naenkrat zgodil. Komotar minuta je 2.16 eksplodirala. Ja, to je res. Ampak do takrat. Vse ostalo, ki se je pa prej zgodil, je pa pripeljalo do tega, da sem lahko v navednicah čez noč uspel. Tako. Sej konc, da bi mi lahko le, kaj pa sploh to pomeni uspet. Ja, vsakemu drugače. A zato, ker imam toliko followerjev, sem uspešen. Tako, a zato, ker sem toliko vlogov posnel. Pa kaj si se 15 let z zastojnim benzom vozil? Ja, to je kar uspeh. Stari, ni to malo nara, ne? Ja, tako da, ampak to so pa že une filozofske, včasih čist nepotrebne, ampak to se treba včasih malo vprašati, no? Kva je zares uspeh? Je tak. Ciril, najlepša ti hvala.
Slišali ste ga, videli ste ga, če ga vidite kje na ulici, potrovite, kaki drag race, provajte z njim. Ja, paš kaj doskrat doreče. Jaz sem te videl, pa mi je bilo ful naroden, pa nisem hotel težiti. Tako del let pocuk iz rokav. Tako. Spremljajte ga na socialnih omrežjih, subscribajte na njega, pa to je to. Se vidimo. Peace out. Hvala za povabilo, stari. Z veseljem. Hvala.